Lep pozdrav vsem skupaj, Mihael Žmahar iz Duhovnega ateljeja Potovanje duše sem z vami in danes imam za vas tematiko, o kateri nisem spregovoril še nikoli, in to je Akaša, oziroma Akaška knjižnica, oziroma Akaški zapisi. Ja, ta december je začel prinašati res mistične energije in tudi v Duhovnem ateljeju smo zaznali portale, ki so se začeli odpirati v tem decembru in skozi enega izmed njih je priletela ideja o Akaši. So priletele informacije o Akaši in zahteva vesolja, da ljudje na planetu Zemlje malo bolj spoznamo Akašo in več začnemo delati z njo, ne? Ker nas zadnje toliko veliko se govori o Akaški knjižnici, ampak zelo redko pa srečamo ljudi, ki dejansko načrtno potujejo v njo. Zelo redko pa srečamo ljudi, ki kanalizirajo z nje. To se pravi, kaj je Akaša, kako nam lahko pomaga, kako se dela z njo, kako lahko jaz delam z Akašo kot normalni zemeljski človek. Vse to so vprašanja, ki si jih bom zastavil zdaj v tem videu in vam tudi odgovoril na njih. To se pravi, kaj je Akaša? Akašo si boste najlažje predstavljali kot ogromno kozmično knjižnico. Predstavljajte si, da vstopite v knjižnico, na katera ima neskončne police knjig, v katerih so zapisi vsega, kar se je kadarkoli zgodilo v našem vesolju. To se pravi, katerikoli manifestacijski dosežek, katerigakoli planeta našega vesolja je zapisan v Akaši. Tudi celotna formula uspeha do te manifestacije je zapisana v Akaši. Potem je, neko bitje v vesolju nekoč nekaj začutilo, nek občutek, rečemo občutek stresa. In celotna pot, kako je to bitje predelalo stres in se soočilo z njim, je zapisana v Akaši. Prav tako so v Akaši zapisani vsi spomini vsega, kar so ljudje in ostale kozmična bitja kadarkoli doživeli. V Akaši so zapisane vse formule za uspeh, ki so se kadarkoli zgodile. V Akaši je zapisana vsaka misel, ki jo je bitje v vesolju mislilo in uporabilo v svojem življenju. Vse to je zapisano v Akaši. Akaša je neskončen bazen neprecenljivih informacij o razvoju, o napredku, o razumevanju drugih bitij, od vseh svetov našega vesolja. In vsi ti zapisi so nam na voljo. Zelo redki ljudje vejo, da je Akaška knjižnica odprta vsem. Včasih vidim ljudi, pa rečejo, jaz pa nisem duhoven, jaz pa ne meditiram, jaz pa ne moram v Akašo iti. Ampak Akaška knjižnica tako posluša in reče, ne, to ni res. Moja knjižnica, naša knjižnica je odprta vsakomur v tem vesolju, da lahko iz nje črpa informacije, da se lahko iz nje uči, da lahko pride v našo knjižnico vsako bitje in prebere katerokoli informacijo želi oziroma potrebuje za svoje življenje. Ampak zakaj po drugi strani na planetu Zemlja toliko malo ljudi, ki to počnejo zavestno? Zakaj toliko malo ljudi, ki zavestno potujejo v Akašo in v Akaši poiščejo zapise, ki jih rabijo, zato da njihovo zemeljsko življenje funkcionira? Veliko ljudi, na primer, na Zemlji ima nek zemeljski cilj, hoče nekaj narediti, hoče nekaj ustvariti zase in se ful matrajo na tej poti. In nimajo dovolj informacij, kako neko stvar prav narediti, potem sami ugotavljajo na svoji koži in se sami v steno zaletavajo. V bistvu bi lahko to biti, oziroma ta človek šel v Akašo in iz Akaše prebral, kako se to, kar on dela na Zemlji, naredi najhitreje, najbolj obilno, na najbolj logičen način. V bistvu to nam Akaška knjižnica zagotavlja. Tako da, rad bi vam sam povedal, da Akaša je na voljo vsem, vsak lahko dela z Akašo. Naj vas ne zavede, da poznate redke ljudi, ki delajo z Akašo. Razlog, zakaj toliko malo ljudi dela z Akašo, tiči v drugmo, oziroma zajec tiči v drugmo grmo. Razlog je, zakaj ni veliko ljudi, ki slišijo Akašo, je v tem, da je akaška vibracija zelo visoka. Akaška knjižnica vibrira na zelo visoki zavesti, kar pomeni, da mora tisti, ki komunicira z njo, ali pa tisti, ki želi potovati v Akašo, imeti zelo visoko zavest. Kar je počasih na Zemlji, če si človek izziv. Vsi vemo, da je Zemlja planet poln informacij, da se en kup stvari dogaja, da trenutno smo že v dvoletnem, kar napornem obdobju, se človekom marsikaj dogaja. In vsaka taka, toksična informacija, negativna izkušnja, ja, ti zniža zavest.
In potem so ljudje utrujeni, pa ljudje so pod stresom, pa ne vem, nekdo umre nekomu, pa je ta človek žalosten, pa mu to malo zniža zavest. Nekdo malo bolj toksično hrano je, pa mu to malo zniža zavest. Nekdo, ne vem, toksične informacije posluša po televiziji, pa mu to zniža zavest, ne? In potem imaš na eni strani ful visoko frekvenčno akaško knjižnico, na drugi strani pa človeka, ki je ujet v neke težke občutke, v neke negativne misli, v nekem stresu, ne? Kako bo zdaj ta človek komuniciral z akašo? Če pa rabiš za komunikacijo z visoko zavestjo, ti sam imeti visoko zavest, ne? To je v bistvu glavni razlog, zakaj ni veliko ljudi, ki načrtno, meditativno komunicirajo z akašo, ne? Ampak v bistvu vam bi tukaj rad povedal, da ja, naša naloga je, da vsak pri sebi razrešuje svoje težke občutke. Naša naloga je, da vsak pri sebi se nauči izbirati misli, ki mu dejansko pomagajo graditi življenje, ne pa uničevati življenje. Ja, to je ta zemeljska zavestna naloga, ki jo imamo vsi. Ampak v ozadju, če ljudje opravimo to delo, katerega sem zdaj omenil, nas čaka neprecenljiva nagrada. Ker ljudje smo pa biološko narejeni za komunikacijo z akašo, a tega pa ljudje ne vejo. Ljudje ne vejo, preko katerega dela našega telesa pa akaša najbolj komunicira. Najbolj akaša komunicira preko našega biološkega telesa, preko hipofize. Hipofiza je taka ful majhna žleza z notranjim izločanjem, ki se nahaja na spodnji strani možganov. To se pravi, če bi šli čez usta noter, bi se nekje tudi na sredini glave, notranjosti lobanje ustavili, je taka majhna žleza, kateri rečemo kraljica hormonskih sistemov. Hipofiza v bistvu odloča o rastnem hormonu, koliko ljudje zrastemo, koliko kita rastemo, izloča o distribuciji vode v telesu, pa odloča o delovanju ledvic, pa mlečne žleze upravlja, 1500 nalog ima, ne? In v bistvu je hipofiza tista sidrna točka, v katero se akaša sidra, zaradi tega, ker ima pa hipofiza v sebi take majhne eterične kristale kalcita. In ti eterični kristali kalcita, ki jih hipofiza vsebuje, so v bistvu nenormalno dobri provodniki visokih frekvenc, med drugimi tudi akaše. In potem se preko hormonskega sistema, ki ga imamo ljudje, informacija iz hipofize distribuira oziroma zapiše v naše celice. Tako da akaša v bistvu na ful enostaven način deluje. Najprej, ne vem, neko informacijo, ki jo želimo iz akaške knjižnice dobiti, akaša usmeri v našo hipofizo in potem se preko hormonskega sistema zapiše v naše celice kot celični spomin, ne? Tako da v bistvu akaša z nami komunicira naravno, tako da kdorkoli od vas, ki gleda ta video, meni, da ni dovolj dober ali pa dovolj sposoben ali pa dovolj pameten za komunikacijo z akašo, se moti. Vsak lahko komunicira z akašo, ne? Vsak lahko dela z akaškimi zapisi. In v bistvu to je tudi stvar, s katero bi rad danes s tem videom spodbudil. Včasih se ljudje toliko matrajo v svojem življenju, včasih ljudje se toliko trudijo, pa iščejo informacije, pa jih ne najdejo, pa noben ne ve tisto, kar oni rabijo vedeti. Akaša je tukaj, akaša je tukaj. In zdaj vam bi rad v bistvu dal eno vajo, s katero se bodo lahko vsi začeli povezovati z akašo. Še enkrat, vsa vaša življenjska poslanstva, ki jih imate, celotni načrti, kako jih lahko realizirate, so zapisani v akaši. Imate nek zdravstven problem, neko zdravstveno težavo, vsi diagnoze in vsi poteki zdravljenja so zapisani v akaši. Imate neko željo spoznati resnice vesolja, razumeti kozmične zakone, razumeti Atlantis, Plejade, kaj so nekaj civilizacije, vse te informacije so zapisane v akaši in akaša vam je na dosegu roke, na duhvatu ruke, bi rekli Balkanci. Res. Tako da, rad bi vam danes povedal, da imate veliko večjo duhovno moč, kot ste kadarkoli mislili, da imate, samo če znate razumeti stvari prav. Ena dobra vaja, kako lahko vi delate za akašo, za akaško knjižnico je, da razumete, da akaša fantastično dobro komunicira preko lunine oziroma zvezdne energije. Lunina oziroma zvezdna energija v osnovi sta hladni energiji. Ti dve energiji, ko jih enkrat spustimo čez telo, ohladita telo, umirita celice, umirijo čustva, ne? Po drugi strani imamo ljudje na zemlji vročekrvna čustva. Telo se nam vedno, ko čutimo ta intenzivna čustva, se nam vibracijsko segreva. Ampak te energije, intuitivne, kozmične energije so pa v osnovi hladne.
Tako da, če greste vi, naprimer, po noč ven za 10 minut in začnete samo dihati energijo zvest in si predstavljate to srebrno svetlobo, kako jo vdihnete in se vam steče po žilah in vam napolni celice in se zazrete v luno in ne začnete dihati, se vam začne celoten čustven sistem umirjati in se vam začne frekvenca telesa umirjati in ohlajati, zaradi česar naravno postanete prevodni za visoke frekvence, med drugim tudi za akaško knjižnico. To je ena stvar, ki ljudje ne vejo, da lahko za par minutami na dan postanejo super prevodni za akaško energijo. To je to. In potem, ko enkrat vi začnete na tak način sebe ohlajati čustveno in umirjati in samo v glavi naslovite akaško knjižnico in jo vprašate za vprašanje, boste dobili odgovor. Ker akaša se pa vedno odzove. Vedno, ko vi postavite vprašanje akaši, vam bo ona poslala odgovor. In odgovor bo vedno prišel. In akaša ima eno zanimivo pravilo. Odgovor vedno pride v 3 dneh. Odgovor vedno pride v zemeljsko življenje, zemeljskega človeka v 3 dneh. Zdaj, lahko uporabi akaša druge ljudi, lahko uporabi vaše sanje, lahko uporabi naključje, da ta odgovor prispeva v vaše življenje, ampak vedno pride. Ampak ima pa akaša eno pravilo. Če hočete delati z akašo, potem morate informacije, ki ste jih dobili od nje, dejansko uporabiti. In zdaj bo akaša vas malo testirala. Najprej vprašajte akašo, ne vem, dober primer vam dam. Kaj je neka izboljšava za moje zdravje? Kaj je tisto, kar naj začnem na novo delati za moje telo, zato da bom bolj zdrav, bolj zdrava? Ne? To je tako fajno vprašanje. To se pravi, akaša, glede na moje trenutno fizično stanje, kaj je tisto, kar naj spremenim, zato da bom bolj zdrav, bolj zdrava. Če boste to iskreno nagovorili akaši, vam bo akaša dala odgovor. In v naslednjih 3 dneh boste dobili zelo konkreten nasvet, ki se tiče tega vprašanja. In vaša naloga je, da ta nasvet integrirate v svoje življenje oziroma ga uporabite. Akaša ne rada zgublja energijo. Če vam akaša da odgovor, pričakuje, da ga uporabite. Akaša nima tega, da vam bo dala odgovor in pa boste vi rekli, ne, brez veze mi ni všeč in ne boste nič z njim naredili. Potem bo akaša zaprla vrata svoje knjižnice. Če pa vi uporabite odgovor in ga začnete dejansko udejanjati v svojem življenju, potem bo pa akaša v bistvu vam pomagala dobiti katerokoli informacijo in vam odprla vrata do konkretnejših odgovorov, vam odprla knjige, v kateri so zapisane še bolj pomembne stvari za vas. Ne? Tako da to so 2 stvari, ki sem zelo želel, da je danes sveta glede akaše. Zdaj pa, jaz začnem prvič do zdaj v Teleju bomo delali individualno delavnico z akašo in sicer akaški kristali. 9. januarja 2022 bomo otvorili novo leto 2022 z akaškimi kristali. Včasih smo ljudje utrujeni, včasih smo ljudje živčni, včasih ljudje ne vemo, kaj je z nami narobe in smo ujeti v neke težke občutke in ja, ne moramo kanalizirati, ja, ne moramo dobiti informacije od vesolja, nismo intuitivni, ne slišimo. Ampak nekdo pa je, nekdo je pa vedno v vseh vremenskih pogojih intuitiven in to so kristali. Kristali so ene izmed najinteligentnejših biti, ki jih imamo ljudje na voljo, da delamo z njimi. In kristali lahko se povežejo z akašo kadarkoli in skanalizirajo za nas katerokoli informacijo, če le znamo delati z njimi. To se pravi, ne glede na to, ali vas zanima fizično telo vaše, ali vas zanima življenjska poslanstva, ali vas zanimajo Sirius, Plejade, ali vas zanima vaša duša, karkoli želite vedeti, vam lahko kristali pripeljajo in zasidrajo v življenje iz akaše. V ta namen sem naredil akaški kristali, spletna delavnica, ki je na voljo v januarju, na kateri bomo odpirali portale, delali iniciacije za akašo, delali programiranje kristalov za akašo. To bo izkustvena delavnica, na kateri vas bom učil delati obrede, iniciacije, graditi vašo vez zemeljsko z akašo, inicirati vaše kristale in še in še in še. Evo, je akaša, kot če toliko informacij preda, da se mi kar glas užgal. Tako da, res je, pogledajte od tej delavnice več na naši spletni strani www.potovanjeduse.si. Zagotovite si svoje mesto, ker ne bom mogel vzeti neomejeno količino ljudi, ker bomo res pomembne portale odpirali. In pridite z mano na potovanje v akašo, akaški kristali so že pripravljeni, verjamem, da ste tudi vi pripravljeni. Tako da, www.potovanjeduse.si. Evo, se vidimo, do takrat vam pa želim čudovit december. Čau.